Pozdravljeni, z vami sem Eva Trgušek in gledate že 108. oddajo Aktualno na GFML. Končno smo dočakali ekskurzije. Dijaki drugih in tretjih letnikov smo v aprilu obiskali Dunaj. Dunaj ni le ena najstarejših naselbin Srednje Evrope, sedež nekaterih pomembnih mednarodnih političnih organizacij, glavno mesto Avstrije in nekdanja rezidenca mogočne Habsburške monarhije. Dunaj je veliko več. Je slika tradicije in umetnosti, napolnjene z lepotami in brazgotinami preteklosti. Je mesto bogate arhitekture, edinstvene glasbe in inovativne znanosti. Je mesto, kjer se visoka kultura dostojanstvene preteklosti skladno zliva v sedanjost. In ne, na Dunaju nista študirala le Prešeren in Cankar. Tam ni ustvarjal le Jože Plečnik, ampak je to mesto bogatilo duše marsikateremu Slovencu. Ali ste na primer vedeli, da je bil Slovenec Andrej Perlah, dunajski zdravnik in astronom tisti, ki je izračunal dunajski poldnevnik? In ali ste vedeli, da je Valentin Žiga Popovič po rodu iz Arclina pri Vojniku sestavil program Dunajske univerze? Ali ste vedeli, da je Jerneja Kopitarja cesar po končani vojni s Francozi poslal v Pariz, da vrne na Dunaj ukradeni knjižni fond in da je bil Fran Miklošič prvi predstavnik Dunajske univerze v Gospodski zbornici Dunajskega parlamenta, kamor je cesar osebno imenoval poslance? V isti zbornici je bil tudi škof Anton Martin Slomšek, škof, ki se je dejavno zavzemal za jezikovne pravice Slovencev. Tudi to, da je bil osebni telesni stražar cesarja Franca Jožefa Andrej Marinc iz Matk pri Preboldu, je marsikomu neznano. Slovenec Franc Kavčič je bil kar 17 let direktor Dunajske likovne akademije. Ivan Cankar je le v tem mestu nosil svilene kravate in prav tu je v vesolje stopil Herman Potočnik Noortnun. V dunajskem zaporu je Prežihov Voranc napisal roman Dober dob in v Ljubljano je pripeljal prvi avto prav z Dunaja. Vse to in še več smo izvedeli na zanimivi ekskurziji, na katero smo se podali dijaki tretjih in drugih letnikov 2 petka zapored v začetku aprila. Seveda smo se poklonili velikanu Francu Miklošiču na njegovem grobu na centralnem pokopališču, poti številnih znanih Slovencev pa spoznavali med obiskom Dunajske univerze, Naravoslovno-tehniškega muzeja ter Nacionalne knjižnice. March wind and April showers, romance will soon be ours.
nas tlačanskih muk, zimzelen. Maturanti programa umetniške gimnazije so nas še zadnjič navdušili. Oglejmo si nastala filma in utrinek iz predstave Goli pianist. Ampak preden pa grem, pa vas prosim, da priznate. Priznam kaj? Da ste me povabili. Gospa, to bo pomota. Kaj? Vam torej nisem všeč? Ja, mislim, ne bom rekel, da ste neprivlačni. Potem vas pa prosim, da nazdraviva. Prav, če boste potem šli. Kako ste nepopisna ljubki. Kot otrok. Ja. Kako je naša ulica, gospa, danes prazna, a ni? Zdaj ste se preizkuštali. To je od vetra, ki veje čez ta prazen trg. Se jih hočete dotakniti? Vaš glas? Ja. Zakaj? Kaj zakaj? Da jih boste občutili. A ja, občutili. Prav. Kako se je nenadoma zmračilo! Prav, prižgal bom. Ne! Prižgite raje svečo. Ja, ampak če boste vi potem šli, a ne? Za večerom sanjam, da boste vi nekoč igrali zame, samo zame, vi stari pianista! Ja, a igram, seveda. Nenavadno, veste, ja. Joe Cocker, če vas zanima. Zdaj, ko ste že nehali igrati, pa vas moram poljubiti. Gospa, no, saj pa ni bilo treba. Pa me zdaj prezirate? Ne, Vem, da me prezirate. Nekako vas ne prezirate. Dokažite. Ja, kako? Poljubite me. Poljubim naj vas. Dokaz, da resno mislite. A, na ramo? Na ramo. Prav. Kako ste strašni. In vi strašni. Ja, mislim, tako gospa, zdaj pa vi greste, a ne? Želite, da grem? Ja. Ne, ja, meni je vseeno. A vi bi še enega. Še enkrat vidim. Zadnjič. Kam pa imate zdaj v misli? Mislim, kam tako vprašam, saj meni je vseeno. Recimo, na koleno. Kaj na koleno? Koleno. Ste prepričani, gospodička? Koleno. Tako, in zdaj grem. Gospa. Se to želite? Ja, a ne bi mogoče... Ne bi kaj? A ne bi midva še... Ne bi kaj? Pač enega? Še en poljub? Zadnjega, res, gospa. Ja, kam pa zdaj? Kam pa zdaj? Popek. Gospa, na popek. Popek. Ja, potem pa na popek. Benti, popek. Kako ste Kako ste že rekli, da vam je ime? Zinka. Zinka. Benjamin! A si doma? Benjamin, si notri! Teta je prišla! Izgleda, da veš. Ste prepričali, da je to pravi naslov? To je pravi naslov, če vam rečem. Jaz ne poham mojega Benjaminčka. Nekje tukaj mora biti. Vrati nič ne piše. To je pravi naslov, če vam rečem. Kar mirno se lahko razkomotno. Ampak, če smo čisto iskreni, lahko bi saj sorodnikom sporočil, kam se je preselil. Vsega res že ves dan iščemo. Bo pač zdaj bolj presenečen, ko nas bo zagledal tukaj. Tu gor ga ni. A Kuro pusti v avto ali jo grem iskat? Čakaj, da vidim, če ima hladilnik. Ja, sorodniki, živijo, dobro. Teta Angelica. Kaj? Živijo, teta Angelica. Midva se poželi z dolgo. Ja, nisem videla. Jožica, živijo. Pa stric Tine, ha? Kdo pa?
je to, na pol slečen. No, sorodniki, pač, mislim, res zelo lepo od vas, da ste prišli, se že dolgo nismo videli. Ampak, veš, jaz nisem sam. Ja. Pa bi vas prosil, če lahko samo za pač trenutek vi stopite iz mojega. Redu, ampak kdo si ti? Ja, kaj, kdo sem teta Angelca, me ne poznaš? Ta je pa dobra, jaz zate nisem nobena teta Angelca, me razumeš? Ljudje, me vi res ne poznate, ali kaj? Angelca kura se bo pokvarila. A imate hladilnik? Veste, sem hotel imeti pač prazno stanovanje, ne pa... Nima hladilnika. Ne. A potem pa je bolje pustiti v avtu. Ne, to pa tudi ne, da vam potem vse prevleke zasmrdijo. Kar pojdijo iskat? Zdaj sem se že usedel. Ko se enkrat usedem, potem pa zdaj pa ne vstanem. Joj, Tine, lepo te prosim, ne mi tega dela, da mora vsak takoj videti, da nisi s kmetov. Daj se dej pred tim človek. Daj, Jožica, ta lahko prosim, da prosim se... A ga slišite? Jožica! Prvič me vidi, pa sem že Jožica. To so ti tam mestni, vam takoj povem, 10 takih za enega orin kmeta. To spet name leti. Ti bodi pa lepo tiho, izgledaš veliko bolj pameten. Aha, a boš kar tiho, ko te takole zmerja. Ona ne bo nikoli preživela, da si vzel mene in ne nje. Tega si pa ne dovolim. Vsi ste proti meni, ampak jaz nisem nobeno peto kolo, pa suha veja pa te reči. Ampak prve dušta si. Ne si želeti tim človeku. Ti me pa že ne boš tolažil. Ne se kregat. Vse si ti začela. Dajte, sorodniki, ja vas lahko prosim, da pač samo za en majhen trenutek stopite iz mojega stanovanja, no. Kaj je rekel? Ven nas podi, še prav nas ne pozna. Če sem To pa ni lepo. To so ti tam mestni, brez manir. Pa gospa, lepo vas... Pa vam nekaj povem. Jaz se pa tukaj počutim že čisto domače. A res? Jaz tudi. Tale stol bo treba popraviti, Benjamin. Ja, bo hišnica, pustite, gospa. Kakšna lepa. Aha, ja. Ne bi še. O, Madonca. A, poznate? Kaj pa je to? A sem spet v Istanbulu. Frizerju mi ni nič omenila, da bo imela zvečer polno hišo. 300 kosmatih medvedov. To je pa precej glavna scena za moj okus. A bo pa dolgo? Me prav zanima, zakaj ima tako polno hišo. Pa ne, da je Beno dobil kakšno nagrado. To je bolj močno kot verjetno. Kdo sta pa vidva? Jaz sem Jolanda, tole je pa Edi, prijatelja. Povabljena sva bila na drink. Kam? Na pijačo. Zinka, a si doma? Zinka! Nič več! Noben duš ne more spraviti svinjarine dol z mene! Kar glejte me, glejte mojo sramoto in uživajte. Jaz hočem, da se gostje dobro počutijo. Ko sem ga prvič videla, je toliko obetal. Na tem zavilju sem se vdala in povem vam, da še me do danes ni vrnil. To bo življenje, sem si rekla, v svet bo naj, vsa Evropa! Pa sem dobila svoje benetke. Jaz sem garala kot zadnja natakarica, on pa je životaril. S tem pa on meni, da ni imel miru. Čisto sam si je krivo, zabava pa ženske pa alkohol. Nag je igral na klavir. Sosedje pa so ga kar skozi okno gledali. Zato vam zdaj rečem, dosti, basta. Še sama bom segla po alkoholu, če kaj ne storim. Jutri na avion pa v Kanado, nič več ne veš na ta preklet kraj. Ti preklet človek, ti. Že ko se je vselil sem, mi je bil sumljiv. Je preveč spominja na onega. Vse to je naredil. Da meni to stori, nikoli mi ne bi všel. Jaz ti tudi ne bom. Čisto sem mislila. Da se ne bi hudič kam skril. Ga bomo že našli, mi moški. Včasih smo takšne na grmadi kurli, zdaj pa naj se še opravičujemo. Kakšna drama, kar žal mi je, da moram jutri v Frankfurt. Česa takega naš Benjamin ne bi nikoli storil. Je pa to že ena druga kri. Djevojka sa sela, noga mi je bosa, rumeno mi lice, umila ga
9:30 je. Je, Binti. Jaz se ne ražnim, Marjan, to je nenormalno. To je zmerno ob 10, si ob 9:30 stan. Ti pa tvoje spanje še službe, da te koštajo. Gospod Mener, zakaj se je končalo vaše prejšnje delovno razmerje? Odpustili so me, ne? Mislim, se zgodi. Če smem vprašati, kaj ste pa delali z roko? A je to? Postubaj sem spomnil. Nasvidenje, gospod, več sreče kje drugje. Ja, hvala lepo. Gled, te kožalce še ne videl, res, no. Jaz sem dobro se mi zdi, Ana ne je videla. Halo? Halo. Ko ti je ti dela? Sačal? Mogoče sačal. Ali pa mogoče dva, ko je dela, to znaš. Naj se ti tako parkiral samo, ali? Samo res. Gled, sem trakal. Halo? Halo? Čakaj. Otri samo. Ti. Halo? Halo, Če se je bujal? Ne. Butel frdoma, ne. Pa kaj zdaj? Ja, ne vem. Kaj če se vodi, da? Ne, moramo zakopati. Zakopamo truplo. Za koga moramo zakopati? Zdaj ćeš to prije, ko da zanimo. Ne pa odideva s sabo. Ampak zdaj v trenutku ćeš to... Če zdaj odideva, ne nišče odišel, gledaj, samo ideva pa... Ti bi ga samo ti pustila. Ideva domov, ja, pa pozabi na to. Ne moramo ga zakopati, kaj če ješ to videl, kako kopava? Tu? Pa ne znam vredno. Ja, ne, ja. Rabite vrečko? Ne, hvala. Da, imaš ti kaj drobiža? Zdaj gled. Fuck, mama je. Pomanj se. Ja? Ja, zdrav. Ja. Sem bil, zmeri. Ne je dosto, kaj sva sama pila. Ne je dosto. Čakaj, prosim, malo. Nekaj se premika. Ja. Ja, sem. Sem zrihtu, tako si rekla. Prosim, pogledaj ga. Vidim, mrtev je. Dobro je. Ne je. Glej.
Pa ti si normalen? Cele dneve se držimo samo v tvoji bedni sobi, zdaj ko imamo končno šanso iti ven, ti zajaviš. Max, to nije dobro za tvoje mentalno zdravje. Kaj mi dva pa svoja? Ja. Če se mi ne da na žurke. Plus oba dva dobro znata, ko se ne rad družim z ljudmi. In ne vem, skoj je zajta otok še problem grata. To je problem, zato ker ti ljudi idejo ven, na koncerte, pa zabave, pa se imajo fajn. Moraš pokazati nekšno volo do življenja. Če pa nemam motivacije, samo doma bi bil pa vmer gledal Riverdale. Pa si normalen, po dolgi sezoni prosim. Zdravo. Zdravo. Ti si verjetno Maja. Ja. Dobrodošla na šolo. Hvala. Jaz sem Vanessa in ti bom malo razkazala to našo šolo. Torej, tu je jedilnica, tam dole je terasa, tam se lejko prehranjuješ ali pa čilaš samo, tu je kjunja, prevzemaš hrano, od ti lejko puniš kartico, za malico seveda, in tam je Max. Zdravo, Max. Ok, ideva v drugo nadstropje. Ok. Mislim, ko sem dobil motivacijo. Ej, majster, kam ideš? Maju iščem. Vmiri se, pomolan. Zdaj moraš bolje pomolan, ja? Ja. Ti sploh veš biti gentleman? Ko? Ja, gentleman. Mi dva z Ipsijem ti lahko pokaževa, kak biti gentleman, a ne Ipsi. A ja? Ja. Ej, se boš vedel, postati gentleman ne je tako težko. Upam, kar res, ne. Ja ne, sploh ne, a ne Ipsi. Ne, sploh ne. Vsako moraš storiti, da ti bo lažje. Da poslušaš najna navodila in nasvete. Ja, in posto boš takšni gentleman, kak smo mi. Pa tak seksi za ženske. Ja. Lekcija 1. Sem krede. Ja, itak stari. Ej, naredi si vse, kaj smo zahtevali.
poloton, ampak ja, ok, dobro. To je pa pretipet, no. Hej, Maja. Hej, si ok? Ja, samo razmišljal sem, znaš, ko bi šla mi dva, če bi šla z mev na... Ja, znaš, ko bi šla na... Pač zanimalo me, če bi šla na... Ko bi ti šla z mev na... Kurac! Hej, nej. Ja, pa sej to skolce ne je bilo tak slabo. Pusto me namere. Max, sam pomagati smo ti štela. Vse s tega krivo. Spovedaj sem pit, ko bi pomagala, zdaj pa ne ti zmajo šans več. A ja, če mogoče ti bi bil sposoben povedati ten stavek, ki ne bi pobegnil ko budalo. Ne sem tega mislil. Koga pa? Ne vem, kako naj to povem, pač kaj da imam dva namišljena prijatelja in so me prepričali, da naj te na zmerek povaben. Čakaj, namišljenima prijatelja. Ja, znam, mole čudno. Stare, ga imam tudi namišljenega prijatelja. Ha? Ha? Koj kurac? Ko res sem? Jo, ti povem o njoj, če me povabiš na sladoled. Videla. Prihodnji mesec nas čaka maraton treh src. Med glavnimi organizatorji je GFML-jevec Marko Pintarič, ki ga ta mesec gostimo na našem podcastu. Ja, ogromno ljudi me pozna dejansko preko maratona. Kaj mi pomeni maraton? Ja, ravno včeraj sem imel en taki dogodek, kjer sem zapisal, da maraton mi jemlje življenje, spanec, zdravje, vse kaj še takega, ampak mislim pa, da takrat, ko poči startna pištola na začetku, da je vse tisto pozabljeno in da takrat res začutiš tiste stvari, kaj je vse bilo potrebno, da je do tega sploh prišlo. In takrat vedno res se moram malo skoraj zadrževati, da mi solza na oči ne pride. Ampak ja, no, saj pravim, zdaj že kar nekaj let to počnem. Dejansko je maraton zelo, zelo, zelo velik del mene. Verjamem, da tudi maraton ima moj vpliv. Nekako se trudim, da tudi, ne vem, v preteklosti smo hodili tudi na druge večje športne prireditve oziroma tekaške prireditve. Dejansko pogledati, kaj se dogaja v tem športu, kaj je primerno za tekače oziroma kaj si želijo tekači, kaj jim lahko še več ponudimo. Tako da, ja, maraton je zelo velik del mene.
Noč in dan se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo spet prihodnji mesec.